Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. Danes vas vabim, da greste z mano, da skupaj posnamemo moj 100. video. Danes je še en lep junijski dan. Zjutraj ob 9:30 se je segrelo do 16 stopinj Celzija. Jaz sem na dopustu v Zgornji Kungoti in z najetim električnim kolesom sem se odpravil v Radence. Na aplikaciji Komoot mi je zračunalo, da bo proga dolga 101 km. Tudi danes vozim najeto električno kolo Crucis E-Cross. 630 Wh piše na bateriji, v deklaraciji je 17 Ah, za katere ne vem, kaj pomenijo. Maksimalni navor je pa 80 Nm, kar bi pomenilo, da kadar kolo pomaga na najvišji stopni, pritiska na tole mojo gonilko s 40 kg. Maksimalni povprečni domet tega kolesa je 130 km. Glede na prvo turo, ki sem jo naredil 75 km in porabil pol baterije, imam dober občutek, da bom naredil celo 100 brez kakšnih težav. Ker vozim električno kolo, ta dosežek na Stravi ne bo imel nobene veljave, kljub temu si pa jaz ne pustim vzeti rekreacije. To električno kolo ima 22,5 kg in jaz si pomagam z baterijo na tak način, da odvzamem nekaj teže proč in kolesarim z zelo podobnim občutkom kot na specialki. No, to pa naj bo tudi dovolj za drugi vtis o električnem kolesu. Več si lahko pogledate na spletni strani, link sem dal v opis videa. Zdaj pa pejmo raje na temo današnjega videa in sicer jubilejni 100. posnetek. Bravo jaz, hvala, vaš aplavz je več kot dobrodošel. Jaz sem svoj prvi video na YouTubu objavil 31. julija 2020, kar je skoraj točno pred 11 meseci. 100. video pomeni v povprečju 2 posnetka na teden, kar je po svoje kar dosti. Od začetka sem snemal z mobitelom in sem praktično vsako kolesarjenje posnel in tudi sproti objavil. Osnovna ideja tega YouTube kanala je bila, da bi predvsem tujcem predstavil to naše kolesarsko območje, Goriška Brda, Kras, Vipavsko dolino, Posočje in pa delček vzhodne Italije. Kar pa se je po parih mesecih izkazalo, da ni najbolj ravno gledana vsebina. Po približno 3 mesecih sem nabavil tudi kamero DJI Osmo Action, s katero sem začel delati boljše posnetke. In ker sem pač imel v mislih te turiste, ki bi prihajali k nam na kolesarjenje in si na YouTubu ogledali, kakšni so pri nas tereni, sem tudi vse svoje videoposnetke prevajal v angleščino. No, približno 4-5 mesecev sem rabil, da sem pogruntal, da so moji gledalci Slovenci, v povprečju moški med 45 in 55 let starosti, in da teh turistov, ki sem jih jaz imel v glavi, kako bojo kolesarili pri nas, ni bilo od nikjer. Še posebej gledani so bili tisti videoposnetki, kjer sem povedal kakšno zgodbo, izkušnjo, mogoče kakšen kolesarski nasvet. Tako da je ta kanal proti koncu leta 2020 iz nekega turističnega vodiča kar naenkrat postal vlog, česar od začetka sploh nisem načrtoval. Nekdo me je poimenoval zelo lepo besedno zvezo ljudski specialkar. Če bi imel še enkrat možnost kreirati YouTube kanal, bi mu dal točno tako ime. Namreč Road Bike Adventures SLO je bil narejen izključno za tuje turiste. Če bi človek imel pamet in vedel vnaprej. Nekdo drugi me je primerjal z Leonardom Emlijem. Ja, mogoče po kilaži, drugače pa se mi vseeno zdi, da on večino posnetkov naredi iz dnevne sobe, ob čemer kaže stare videoposnetke z ceste, zelo dostikrat pa tudi jamra. Jaz imam pa rajši te malo bolj spodbudne vsebine in probam prepričati še koga, da gre na kolo. Ja, super, v Apačah sem naredil postank za kavico in kepco sladoleda. Zdaj imam pa še 13 km do Radenc. Tukaj do Apač je bilo točno 35 km, povprečje imam zaenkrat 23 na uro, kar samo dokazuje, da ne zlorabljam elektrike.
Najbolj zanimivo je postalo, ko so gledalci sami začeli predlagati teme za naslednje video posnetke. Dostikrat tudi s tako temo, o kateri nimam pojma, ampak jaz kot vrhunski blefer sem posnel video ne glede na vsebino. In to nameravam početi tudi v bodoče. Po približno 7 mesecih sem dojel, da ni potrebno, da posnamem popolnoma vse svoje kolesarske podvige in sem se rajši usmeril na reden urnik objavljanja, 2krat tedensko, ob nedeljah in ob sredah. Seveda, ker sem perfekcionist, sem želel, da je video objavljen točno na vsake 3 dni in pol, tako da je bil objavljen ob nedeljah ob 8 zjutraj, ob sredah pa ob 8 zvečer. Letos tik pred poletjem sem se zaradi dopustov in drugih obveznosti odločil, da poletni urnik naredim enkrat na teden, tako da je video objavljen vsako sredo ob 8 zvečer. Jeseni pa računam, da gremo spet na 2 video posnetka na teden. Skladno z vse več objavljenimi video posnetki je naraščalo tudi število gledalcev. Ena številka v statistiki je tista, koliko ljudi si pogleda video, druga številka je pa število naročnikov. Pri meni razmerje je nekje 65 proti 35, se pravi, od vseh gledalcev, ki pogledajo video, je približno 1/3 tistih, ki so naročeni na kanal. Vsakemu posebej se želim zahvaliti za zvestobo in za oglede. Hkrati bi potolažil vse tiste, ki ste predlagali temo, pa tema še ni bila objavljena, da bo vsaka tema prej ali slej prišla na vrsto. Samo čas mi dejte, da razčistim v glavi, kako bi kakšno od tem obdelal in kaj bom o njej povedal. Preden sem šel danes na kolesarjenje, sem preveril število naročnikov. Trenutna številka je 335 in še raste. Vsebino vsake teme posebej moram razčistiti sam pri sebi, v glavnem zaradi tega, ker to potem spontano povem med kolesarjenjem. En video sem probal narediti tudi iz dnevne sobe in sicer se je šlo o karbonskih, aluminijastih in drugih okvirih, ampak meni ni izpadel dobro. Mogoče je bil komu od gledalcev všeč, ampak jaz nekako nisem začutil v njemu tiste iskre, tiste kolesarske spontanosti, ki bi si jo sam želel. Po poti sem odkril še Blaguško jezero, za katerega nisem vedel niti, da obstaja. Skratka, še ena zgodba za vnuke. Drugač pa saj veste tisto, kako bo z vnuki. Ko bom jaz rekel, dobro, otročki moji, zdaj gre pa Nono mal na kolo, pa me bojo cukali za rokav in vlekli nazaj v hišo. Ne, Nono, ne še iti, še povej. Tako bo, ja. Razlaganje direktno s kolesa ima poleg spontanosti tudi druge zakonitosti. Predvsem je zanimivo usklajevanje, kje, na katerem delu poti bom kakšno stvar povedal. To je predvsem odvisno od vzponov, kadar sem toliko zadihan, da ne morem govoriti, in pa od količine prometa, če je preveč avtomobilov in hrupa, ki potem prikrije moj glas. Včasih se zgodi, da celo temo videa povem na 5 kilometrih, potem pa celo pot snemam, tako imenovani B-roll, kar potem na koncu uporabim v montaži in prikažem posnetek, kakor da sem nakladal celo pot od doma do doma. Včasih dobim tudi kakšno vprašanje, najbolj pogosto je zakaj, kaj sem se jaz lotil tega YouTubea, kaj imam od tega. Prezgodaj je po 100 videoposnetkih, da vam to odgovorim. Kot vidite, prvih 50 posnetkov sploh nisem vedel, kaj počnem. Lahko pa povem, da sem se ogromno naučil od kreiranja YouTube kanala, izdelava logotipa, blagovne znamke, montaža videoposnetkov, način snemanja, dinamika. V tistem trenutku, ko je več gledalcev napisalo, pusti tako kot je, ne spreminjaj nič, se trudim in probam ohraniti ta sistem ljudskega specialkarja, da povem kakšno dogodivščino, da posnamem kakšne lepe utrinke narave in arhitekture. Videoposnetki se spreminjajo samo v toliko, kolikor pač jaz rastem kot snemalec in kot montažer. Bi rekel, tista zdrava evolucija, ki se dogaja s časom, ko tudi jaz postajam zmeraj bolj zverziran.
Pomembno se mi zdi tudi, da je video posnetek zmeraj toliko dolg, kolikor pač je dolg. Ne nategujem po nepotrebnem, vse kar pokažem je pomembno. Tisti, ki previjajo naprej, pač zamujajo pomembne vsebine. Trudim se izkoristiti vsako sekundo video posnetka, ker cenim vsakega gledalca, ki se je odločil, da bo investiral svoj prosti čas v gledanje mojih video posnetkov, da mu v čim boljši meri pač povrnem ta vložek. En zanimiv stranski produkt tega YouTube kanala je tudi to, da sem spoznal nekaj ljudi. Seveda gre za tiste, ki me spremljajo na YouTubu, na Instagramu in na Stravi. S kakšnim sem se uspel tudi dogovoriti za skupno kolesarjenje. Saj vem, kolesariti z mano je super. Predvsem za mano se ustvarja tako zavetrje, da lahko pripališ roštilj in pržgeš cigaret. Jaz nisem zelo močen kolesar, ampak tudi pa nisem ta zadnja šleva. Tako da se korajžno odpravim, kamorkoli je treba. Pa tudi tako je resnici na ljubo. En dan tega kanala ne bom več obnavljal, posnetki bojo usahnili, ampak če bojo izpolnjeni vsi drugi pogoji, bom pa z veseljem na stara leta pogledal kakšen svoj starejši posnetek in obujal spomine, kako lepo je bilo na kolesu, v naravi, na vzponih, spustih, rekreacija. To bojo fantastični spomini. Jaz sem pa spet naokrog, nazaj v Zgornji Kungoti, dobrih 100 km, ne tako zelo strmo, približno 1000 višincev, dobrih 1000, ampak super, super lep izlet. To je to. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.